Živjo! Zakaj mislite, da prihaja do razlike v cenah med različnimi izvajalci? Ali je to zato, ker so ugodni izvajalci pošteni, tisti, ki računajo več, so pa pohlepni zlatarji? Bomo ugotovili danes. Običajno nastanejo razlike zato, ker imajo izvajalci med sabo različne vrednote. In tisti izvajalci, ki se borijo, da so na trgu najcenejši, jim je običajno glavna vrednota to, da je izdelek hitro narejen iz slabših materialov, skoraj ne glede na odnos, ki ga ima z izvajalcem oziroma z naročnikom, ker v bistvu to je edini način, da si na trgu najcenejši. Lahko si najcenejši tudi zato, ker v ceno ne upoštevaš vseh dejavnikov, se zakalkuliraš, lahko namerno, ali pa še hujš nenamerno in se potem te zadeve pokažejo na obračunu. Takrat običajno tudi nastane slaba volja. Podjetja, ki želijo na trgu biti najcenejša, pomeni, da delajo zelo nizko maržo oziroma dodano vrednostjo, kar pa pomeni, da so zaposleni verjetno slabo plačani. In posledično so zelo verjetno ali slabo usposobljeni ali pa neusposobljeni za delo. S tem prinesemo na teren tudi razne napake, kakšne se da popraviti, kakšne se ne da. Če pa so zaposleni neusposobljeni, pa prihaja tudi do slabe organizacije v podjetju in na terenu, in na montaži, in v pisarni. Lahko so zaposleni na črno. Kaj veste? No, kaj pa so pol navade tistih podjetij, ki svoj izdelek računajo več? Prva stvar, in ta se mi zdi še najbolj pomembna, so zaposleni. Takšno podjetje si lahko privošči zaposliti strokovnjake. In strokovnjaki bojo poskrbeli za vsak detajl, poskrbeli bojo za vrhunski odnos med stranko in med proizvodno, pa naredili bojo tako, da bojo upali dati garancijo. Druga stvar so pa materiali. Če imamo na izdelku majčkeno več rezerve v ceni, pomeni, da lahko uporabimo dober material. Zdaj, kaj ti pomaga dobra storitev, če narediš iz slabega materiala? Nič. Kaj ti pomaga, če daš garancijo, pa boš potem popravljal na vsake 2 meseca? Tudi nič. Mora biti vse skupaj povezan, dober material, pa strokovnjak, ki vodi projekt, in strokovnjak, ki ta izdelek naredi. Pol je pa krog sklenjen. In to je glavna razlika med izvajalcem, ki je ugoden, pa med izvajalcem, ki si upa na trgu postaviti višjo ceno. Ni pa rečeno, da tisti izvajalec, ki računa več, dejansko naredi tisto, kar je obljubil. Torej, komu v resnici sploh zaupati? Je cenejši izvajalec res na dolgi rok cenejši, ko upoštevamo materiale, natančnost, popravila, garancije in tako naprej? Pa še, kam mislite, da se uvršča naše mizarstvo? Izdelki mizarstva hravati niso poceni in tega se ne sramujemo. Na to smo celo ponosni. Zato, ker vemo, da lahko za obljubljen znesek naredimo vrhunski izdelek in ponudbo vrhunsko uporabniško izkušnjo. A ni to najbolj pomembno? Hvala, se vidimo!